Dober večer in dobrodošli na koncertu Glas življenja 2021. Sem Katarina Zobandora in bom skupaj z Dušanom Poslekom vodila današnji koncert. Preden vstopimo v svet glasbe, pa v našem pogovornem kotičku pozdravljam direktorico Zavoda Živim, Darjo Pečnik. Darja, lep pozdrav. Lep pozdrav. Darja, pred 2 leti in pol si prevzela direktorsko mesto v Zavodu Živim in s tem intenzivno vstopila v naše poslanstvo. Da si se pridružila Zavodu Živim, je bil pa en dogodek, ki ni bil tako zelo vesel. Bil je namreč en dogodek, ki se je zgodil v vaši družini. In ta je nekako bil povod, da smo se najprej sploh srečali. Bi nam povedala kaj več o Mateju? Ja, naš Matej je 5. otrok v družini. Je bil težko pričakovan in ljubljen že od vsega začetka. Vsi ostali otroci so že od novice o moji nosečnosti naprej z veseljem izbirali njegovo ime in božali moj trebušček. Ampak Matejevo poslanstvo je bilo drugačno, kot smo si želeli mi. Na rednem pregledu v 18. tednu nosečnosti je ginekologinja namreč ugotovila, da Matejev srček ne bije več, da je umrl. In to soočenje z bolečino ob izgubi lastnega otroka, pa čeprav še pred rojstvom, je dejansko neopisljivo. Veliko smo jokali, se pogovarjali in tudi zaradi samega procesa žalovanja Matejevo sliko takoj obesili med vse naše, ker je vendar Matej pomemben del naše družine. In po rojstvu za nebesa sva se z možem z vso ljubeznjo poslovila od njega. In ko sva ga gledala tako krhkega, drobcenega in majhnega ležati na moji dlani, tako velik je bil, sva se zavedla, sva spoznala, da ni človeka na tem svetu, ki bi nama lahko rekel, da to ni človek. In zato sva takrat v sebi močno začutila, da želiva stopiti na stran teh najmanjših, teh, ki nimajo svojega glasu, in klicati svetu, da je njihovo življenje, čeprav je tako drobceno, krhko in majhno, vredno zaščite in da je neskončno lepo in čudovito. Življenje je sveto in nedotakljivo. In to oznanjamo v Zavodu Živim že kar eno obdobje. Letos je za Zavod Živim eno poseben čas, ker je naša prva okrogla. Kaj to pomeni zate, kaj to pomeni za Zavod Živim? Res je, Zavod Živim tokrat praznuje 10 let in če pomislim na teh 10 let, prehojenih 10 let, najprej pomislim na vse otroke, na tiste majhne, ki zaradi našega dela živijo in ki so veselje in ponos staršem na tem svetu. Pomislim na vse mamice, ki smo jim pomagali v stiski v teh kriznih nosečnostih in danes sebi z največjim veseljem stiskajo svoje otročke. Pomislim tudi na vse nas. Začel se je zavod z enim človekom, danes pa je v zavodu en trden, močen kolektiv, ki nas povezuje več kot le to delo. In pomislim seveda na vse tiste donatorje, na vse tiste dobre ljudi, ki nam omogočajo, ki so nam omogočali skozi vsa ta leta, vso to prehojeno pot, dejansko izpolnjevati svoje poslanstvo in lahko rečem, da smo bili obilno blagoslovljeni. Res je. In en izmed teh velikih, čudovitih stvari je tudi današnji koncert Glas življenja. Tako. Kaj je namen tega koncerta? Tako kot sem že prej omenila, je ponesti veselje do življenja v svet preko glasbe in preko vseh osebnih zgodb, vseh sodelujočih, res nagovoriti sveda povsem vsako življenje, pa čeprav je še tako majhno, drobceno je krhko, vredno zaščite in da je čudovito. Hvala, Darja. Hvala. Spremljate koncert Glas življenja 2021. Že od malih nog sem čutila, da imam v življenju neko poslanstvo, ampak nisem vedela, kaj je. Po mnogih letih molitve in iskanja sem spoznala, da gre za področje splava. Ko sem po smrti sina Žana, žalovanje in obžalovanje začutila od blizu, sem razumela, da sem zdaj pripravljena na pomoč tistim, ki so izgubili otroka, ki se srečuje z nenačrtovano nosečnostjo ali trpijo zaradi posledic splava.
Spremljate koncert Glas življenja 2021. Primož, dobrodošel v tem našem pogovornem kotičku. Preden te pošljemo na oder, želim se s tabo malo sprehoditi čez tvojo glasbeno pot. Kot glasbenika smo te spoznali že pred mnogimi leti. Najbolj odmevna zasedba, v kateri si nastopal, je zagotovo Odsev. Kasneje si se podal na samostojno glasbeno pot, izdal si zgoščenko, nastopil si tudi v oddaji Slovenija ima talent, ker si svoj talent predstavil celotni Sloveniji. Povej, kaj svojo glasbo izražaš? Izražam to, kar sem. Zelo rad v pesmi, melodije, besedila zavijam zgodbe, ki me nagovarjajo iz mojega življenja in tiste, ki so take dotakljive iz drugih življenj oziroma iz življenja prijateljev, tistih ljudi, ki so ob meni. Rad opazujem in rad sem konkreten v svojih sporočilih, da bi res nagovarjal celega človeka. No? Tako, da vsak, ki posluša, da lahko se potopi v zgodbo in odnese nekaj za svoje srce, za svojo dušo. Zdaj praviš, ne, da inspiracijo za svoje pesmi iščeš tudi v svojih osebnih zgodbah. Pogosto ti govoriš o svoji ženi, o svojih otrocih. Eno pesem si tudi posvetil svojemu sinu z naslovom Le hodi. Kaj zate pomeni družina? Kaj je zate tisti pravi oče, pravi mož? Družina je temelj, je osnova, je ogledalo, ki me je najbolj izbrusil to, da postajam, upam, da vedno boljša oseba. Vedno znova imam dovolj priložnosti za rast. Predstavlja tudi toplino, ljubezen, zavetje, eno srečo, ki se jo ne da čist opisati z besedami. Tako res eno varnost. To mi je družina in kako ob tem postajati čim boljši mož in oče. Je pa tudi izziv. Jaz mislim, da tudi brušenje s prijatelji, ki imajo podobno življenjsko vizijo ali pa načela, vrednote, z možmi, se je dobro pogovarjati, dobro deliti to, kar doživljamo navznoter kot vodje, kot ljudje, ki smo tam na mesto postavljeni, da smo očetje, da smo možje. In se mi zdi, ko se delijo ta mnenja in tudi delijo naše poti osebne rasti, lahko črpamo iz tega veliko bogatstvo. No. Potem to v prakso spraviti je pa kar izziv, ampak se da, korak za korakom, potrpežljivo, tako kot je Bog do nas potrpežljiv. Prej sem takole omenil pesem Le hodi. Povej malo, razsvetli nam malo to ozadje, kako je nastala, kaj te je vodilo pri tem? To pesem sem napisal še preden sva dobila oziroma še preden sva vedela, kakšnega spola bo prvi otrok, sem jo napisal in kasneje je skazalo, da je sin, se je skazalo tako in sem jo njemu posvetil. Verjamem pa, da jo lahko sliši, vzame za svojo vsakdo, ki ima otroka, vsakdo tudi, ki je otrok očeta z veliko in z malo začetnico. Ko govoriva ravno o očetih, pred časom si tudi ti doživel preizkušnjo, ki te je gotovo zaznamovala, ko si izgubil svojega očeta. Kaj ti je pomenil oče v tvojem življenju oziroma kaj si se iz vajinega odnosa naučil za življenje? Vedno, ko se srečam z minljivostjo, se zavedam svoje krhkosti, kako minljivi smo in vedno bolj gledam življenje s konca. Kaj je tisto, kar je zares pomembno. In verjamem, da to, po čemer se mi bodo ljudje zapomnili ali pa po čemer se spominjam očeta, so zagotovo nematerialne stvari. Tiste, ki mi jih je dal s svojim zgledom, s srčnostjo, z močjo, z voljo, z optimizmom. In rad bi te vrednote in te poglede tudi sam dal na tak način naprej. No? In tukaj se mi zdi odkrivati vedno znova, kaj je bistvo življenja, kaj je tisto, kar bom naredil, kar bo imelo vpliv tudi na ostale okrog mene, na najbližje, na širši krog ljudi, da bo res imelo pomen, da bo res nekaj sporočilo, nekaj dalo in da potem, bi rekel,
ta dobra želja, ta lepa dejanja človeka do človeka obrodijo lepe sadove. In ja, odhod je bil pravzaprav prehod in jaz verjamem, da se srečava in da sva zdaj še na en poseben način povezana. Primož, Eva, najlepša hvala za te tvoje besede. Verjamem, da ta tvoja pesem in da vse tvoje delo nagovarja širše množice in obilo uspeha pri tem širjenju tega tvojega poslanstva, teh tvojih idej še naprej. Najlepša hvala. Hvala. Spremljate koncert Glas življenja 2021. Jaz svoje sem prehodil, tebe pa mnogo čaka še. Izbiraj poteze modre, prave, preudarno le. Ko bo treba onkraj sebe in dan se zdel bo noč, vidi, v preizkušnji le odkril boš moč. Le hodi, si moj, le hodi, naprej, naprej, jaz ob tebi bom ostal. Le hodi, si moj, le hodi, naprej, naprej in delaj povesti, kar je prav. Na križiščih izbral boš poteze in mnogo se naučil. Znaj si odpustiti, če boš kdaj zgrešil. Na koncu to so le besede, upam, da sem zgled ti dal, kar požel si, drugim boš sejal. Le hodi, si moj, le hodi, naprej, naprej, jaz ob tebi bom ostal. Le hodi, si moj, le hodi, naprej, naprej in delaj povesti, kar je prav. Boš hodi, imaj pogumno srce. Naredi prostor za vse, kar res pomembno je. In ko boš hodil, pusti svoje sledi. Zajemi tišino, ko se čas ustavi in slišiš. Le hodi, si moj, le hodi, jaz ob tebi bom ostal. Le hodi, si moj, le hodi, in delaj povesti, kar je prav. Le hodi, si moj, le hodi. Le hodi, si moj, le hodi, naprej, naprej in delaj povesti, kar je prav. Zakladov za srce boš nabral. Spremljate koncert Glas življenja 2021. Jera in Miha Novak, dobrodošla v našem pogovornem kotičku. Dober. Hvala. Spoznali smo vaju na Ritmu srca 2020, Jera, tebe pa že eno leto prej v solo izvedbi. Ampak vidva sta več kot pevska partnerja, vidva sta mladoporočenca. Čestitke. Hvala. Kako rasteta v odnosu in kdaj je za vaju odnos izziv? Ja, vsak dan rasteva, vsak dan se učiva.
izzivi so taki manjši do večjih, čisto vsakodnevni, ne vem, kakšna stvar se moraš včasih sam zmeniti, ki bo kakšna stvar pospravljena ali pa da kakšno stvar narobe jaz odložim, a ne, pa se lahko hitro kaj čisto po nepotrebnem spričkaš. Tako da se učiva take stvari, čim lepš zgladiti, se zmeniti. Pa tudi do večjih izzivov, ja, vsak ima kakšne želje za prihodnost, za svojo poklicno pot, ne vem, kje živeti v prihodnosti, a ne, take stvari pa zahtevajo malo več pogovora, da se res skušava slišati, no, drug drugega. Tako, še ti kaj dodaj. Ja, pa prek komunikacije, ne, komunikacija nama obema pač izziv, kako kakšne stvari povedati, da ne ranva, pa da si želiva drugemu dobro, pa včasih je težko povedati, tako da narediš dobro, ne. Kakšni pač paziti na besede, včasih paziti na ton glasu, včasih tudi kakšno stvar meham počakati, pa malo kasneje povedati. Tako no, čisto, tako je rekla Ira. Vsakdanji izzivi, prek tistih najbolj rasov, ampak te so najbolj taki, pač naporni včasih, ne. In komunikacija je vedno izziv. Lahko rečem, tudi po mnogih letih zakona bo vedno izziv. Tako da kar dobro natrenirajte. Hvala. Kaj je pa tisto, kar se vam zdi, da vaju je v življenju izoblikovalo? Ne vem, se mi zdi, da mene osebno je pač izoblikoval napori, tisto, kar sem ali tako osebno dal čez, v družini, usklajevanje med brati, sestrami, v družini, tisto, kar smo drug za druge lahko naredili, včasih pomagali, prevzeli kakšno delo, kakšne stvari. To se mi zdi tisto, kar me je ven potegnili iz tega individualizma, iz tega, ko sem gledal sam nase, pa pogledal še na druge, ne. To je pa, ja, na začetku je to družina, predvsem, kasneje pa tudi mogoče na župni so bile aktivne stvari od oratorija, od vseh drugih skupin, kjer sem se to učil in narastel v tem, no. V tem se izoblikujem še danes, ampak se mi zdi, je to tako zelo močna zadeva, če pogledam svoje življenje, ne. Ja, jaz se strinjam, se mi zdi vsakega izmed naju najprej družina najmočneje zaznamovala, izoblikovala, nama dala popotnico za naprej, potem pa tudi vsi odnosi, v kire sem jaz stopala, no, razne dejavnosti, ne vem, ali v šoli, ali vsi učitelji, meni so bili mnogi učitelji velik zgled, in potem tudi vse odločitve, ki sem jih sprejela do zdaj, a ne, za poklic, za, ne vem, da se ukvarjam z glasbo, da posvečam en del svojega časa temu, odločitev za Miha, a ne, vse to se mi zdi, da me je močno izoblikovalo, no, in verjamem, da naj bojo preizkušnje še izoblikovale naprej. Ampak ne glede na preizkušnje, danes govorimo o veselju do življenja. Kdo je vama vzor pri hvaležnosti za življenje? Kdo je tisti, ki vaju uči biti hvaležen za življenje? Se mi zdi, da te hvaležnosti se jaz nekako ne moram naučiti spontano. Cel življenje sem me učil, vesela nad neko tudi preprostimi stvarmi, lepimi stvarmi, pa tako tudi zdaj, ko se opazujem. Ne vem, ali je to zaradi moške tekmovalnosti, jaz smo v takem svetu, hitro začnem tekmovati, se primerjati, finance, denar, napredovanja, vse take stvari in se velikrat pa zapadamo v ene te skrbi in iz tega, no, tako me najmočneje potegne ali pa tako prav ustrezne primer ljudi, ki jih poznam, ko imajo pa kakšne težke preizkušnje. Naprimer, zdaj konkretno imam v glavi na družino tudi, ki imajo punčko s posebnimi potrebami, težko gibalno ovirana. In ne vem, ko se spomnim na njih, ki so tam iz vasi, ki jih poznam, ki jih vidim, kakšno veselje, kakšno hvaležnost v tem, kar imajo, okrog tistega vozička. Tako se rečem, to je tisto, ki mi strezne, tisto, ki si rečem, koliko imam vseh, koliko nama je podarjeno v življenju, nad čim se lahko veseliva,
Pa se moram odločiti, na katero pot bom stopil, ali bom spet šel po tistim, se začel primerjati, razmišljati, načrtovati in se v tistem izgubil, ali pa se rečem, ok, lahko sem pa sam hvaležen nad vsem tem, ker je bilo podarjenega, tega je bilo veliko. Ne? Ira in Miha, hvala vama za vse podeljene misli. Oder je vajn. Hvala lepa. Spremljate koncert Glas življenja 2021. Nekaj je v zraku, lepega, nežnega, mimobežnega. Nekaj je v zraku, nekaj je v zraku, kot vonji cvetlic, kot lučke kresnic, svetlečih se v mraku. Čuti se, sluti, kot tihi drget, kot šumi šepet sredi minuti. Čuti se, sluti, kot tihi drget, kot šumi šepet sredi minuti. Nekaj je v zraku, kar odseva v očeh, kar odmeva v ljudeh, na vsakem koraku. Čuti se, sluti, kot tihi drget, kot šumi šepet slednji minuti. Čuti se, sluti, kot tihi drget, kot šumi šepet slednji minuti. Je mar to za pesem, skrivnostni navdih ali ljubezen, njen dih in vzdih, njen dih in vzdih. Čuti se, sluti, kot tihi drget, kot šumi šepet slednji minuti. Čuti se, sluti, kot tihi drget, kot šumi šepet slednji minuti. Spremljate koncert Glas življenja 2021. Gledam čar dreves, cvetlic nebroj, ko da dehti za te in za mi, in pomislim tako. Čudovit je ta svet. Vidim bel oblak, prosto z neba, nasmeh tega dne, čarobnost me, in pomislim tako. Čudovit je ta svet. Razkošne kože barve in mavrične oči, vsi sestre smo in bratje, enaki ustvarjeni, da podamo roko svetu, ki čaka na
ljubimo. Slišim jok otrok, ki me uči, da so stvari, ki jih čas pozlati, in pomislim tako. Čudovit je ta svet, res mislim tako. Čudovit je ta svet. Spremljate koncert Glas življenja 2021. Zakaj te velike reči v življenju pridejo vedno v nepravem času? Takrat me je bilo zares strah. V njegovih očeh sem videla, da bi najraje pobegnil iz najinega življenja. Takrat sem spoznal, da življenje ni matematika. Življenje je skok v neznano. Lahko je poln strahu ali poln zaupanja, ali pa mešanica obojega. Zakaj te velike reči v življenju vedno pridejo ob nepravem času? Zato, da nam dajo možnost, da spremenimo vse na bolje. V sobi za klice pa že čakajo člani Zavoda Živim na vaš klic, kjer lahko darujete za nosečnice in družine v stiski, katerim bo zbrani denar v celoti namenjen. Telefonski številki za darovanje ste izpisani na ekranu. Hvala za vaš klic. Spremljate koncert Glas življenja 2021. Gospod Markus Fink, iskreno dobrodošli. Hvala, da ste si vzeli čas in da sodelujete na tem našem praznovanju. Zdaj vemo, vi prihajate iz številne družine, prihajate iz družine staršev, ki sta bila slovenska priseljenca v Argentini. Kako bi vi opisali vaše družinsko življenje, vzdušje, vrednote, ki sta vam jih takrat starša priučila? Najprej hvala za povabilo. Veste, ko si rojen v eni emigrantski družini, to se kar predstavljate, 48 leta pridejo tvoji starši v Argentino, ne znajo jezika, nimajo službe, ta velika negotovost, tudi še drugi družinski člani, tete, strici, stari starši po eni strani. Ja, ta proces je bil večplastni. Pri nas je bil oče član katoliške akcije, kdaj mama je bila upisana v Marino, tisto društvo, izpolnjevala TDŽ, teden duhovnega življenja. Torej sta bila kristijana, mlada fant in punca, ki sta bila navdušena nad tem, da boste ustanovila eno lepo družino. To mi je čist jasno bilo, to smo otroci tudi kapirali, tudi če je bila kdaj mama, zato ker nas je bilo velika, nas je bilo 6 otrok, smo se ravno zdaj te dni vprašvali, koliko ti pa mama rekla, da te ima rada. S tem, da so bili z nami in so tako ravnali, kakor so nam stalno dokazovali, da nas imajo radi. Tako da ta krščansko življenje je bil po nas, v naši družini, zelo prisoten in vrednote z njim povezane. Kako je to vplivalo, ta vzgoja na vas in na vaš odnos do življenja? Verjetno tako, da sem jaz že kot mlad fant čutil, da hočem imeti ravno tako družino. Sva se z ženo, ko sva se spoznala s Kristino, sva sanjala o 4 otrokih, ko sva zidala hišo, sva tudi rekla, ja, saj 2 spalnice mora biti, ena dekliška, pa ena fantovska, pa najina seveda. Žal sva lahko imela samo enega otroka, ampak zdaj imamo od te naše hčerke 4 vnuke in bi rekel, življenje je polno, pravzaprav. Nikoli ne veš. Doma so se, recimo, oče pa mama sta se veselila vsakega življenja. V Argentini, veste, ko rečejo, da vsak dojenček prinese kruh pod pazduho. Tako da ne skrbeti, kaj bo z njim
bo že vse šlo v redu, tisto zaupanje, da življenje ima to možnost, da se vsakmu ugodi. Zdaj, nekaj ste sicer že omenili, pa vseeno z ženo Kristino, kot pravite, sta si že zelo zgodaj ustvarila družino. Kaj pa za vas pomeni družina kot vrednota? Družina je, bi rekel, sploh institucija, ki človeštvo gor drži. Iz družine se rojevajo otroci, novi člani človeštva in okolikor je ta človek iz enega tazga gnezda, ki je pozitiven, ki gleda na svet z odprtimi očmi in čaka, kako bo tudi drugim pomagal, da se zaveda, da ni sam, da smo pač eni zraven drugega, da si pomagamo. To je pa itak v krščanstvu zelo prisotno, ker smo vsi brati in sestre v Kristusu. To je čisto jasno, da je potem to neka bistvena institucija v družbi. Verjetno ravno zaradi tega jo nekateri hočejo potem diskreditirati, hočejo vzeti to prvino. In mi, bistvi ljudje, upamo, da sva, ni nujno, da si preveč inteligenten, ampak te stvari je treba jasno povedati in jasno si naliti čistega vina. Družina je nedotakljiva v tem smislu, ker drugače, kaj je potem, če ni družine? Ja, bi se težko bolj strinjal. Povejte mi še tole, zdaj vemo, glede na vaše delo, kako vam je pa uspelo usklajevati to vašo družinsko vlogo in pa vašo poklicno pot? Ni bilo zmeraj lahko, predvsem je to važno, da se morate predstavljati, sem operni pevec, včasih sem imel tudi po 6-7 opernih produkcij na leto, to pomeni biti odsoten več kot pol leta od doma, in to pomeni, da si ti stalno pri neki pripravljanju kovčkov, pa kako boš organiziral to in uno, da sploh, ko se rodi otrok, žena je mogla se je odločila, da bo pač ona samo z otrokom, meni ni šlo slabo, tudi finančno nekako kar dobro, toliko, da se je to dalo, ker težko je takrat, ko finance ne zdržijo, takrat morate iti oba v službo, v tem slučaju je bilo to, vsaj to je bilo zagotovljeno, in žena seveda je malo trpela, ker je mogla pač doma ostati, ampak rade volje, ker je videla za efekt. Ker če bi pomogla ona, da bi rekla, ne, jaz pa hočem v službo jeti, ker mi to manjka, je dobro, pa bi mogel človek delati za to, da drugmu plačuješ, da ti otroka pazi. In to tle pa niso bila, tudi ona sploh ne. Raj je rekla, ne, bom jaz raj doma pa otroka tako vzgajala, kot jaz hočem. Torej, mislim, da je prav. Ni bilo enostavno, ne. Kot sami pravite, vaš poklic je s sabo prinesel to, da ste veliko potovali po svetu, s tem ste srečali tudi ogromno ljudi. Ste se kdaj srečali s temami, ki so povezane z življenjem, tudi med vašimi kolegi? Ja, sem se. Predvsem se spomnim v Franciji, zdaj ne vem, kjerga leta je to bilo, jaz sem bil v Parizu, v Opéra Comique, pa v Bordeauxu. To je moglo biti tam 95-96 leta, so bile velike debate v javnosti, kako se opredeliti do splava. Takrat sem videl, kako živa je ta stvar in smo se enkrat, še ne bom nikoli pozabil, ker sem bil v skupnosti, v skupini mojih kolegov v operi in sem bil žal edini, eni so bili bolj tihi, ampak eni so bili zelo aktivno za splav, jaz sem bil pa edini proti. Sem skušal biti čim bolj jasen, seveda, in nobenega nič obsojati, Bog ne da, ker vemo, s kakšnimi težavami so te odločitve povezane. Grozno, nepredstavljive včasih. Tako da človeško gledano je to, včasih je treba biti res, bom rekel, toleranten v tem smislu, da ne obsojaš. Seveda je pa splav, žal je tako, da je to neka agresija do človeka, ki je najbolj ranljiv v celi zgodovini, človeški, kot individuuma. In kdo ga zastopa? Kdo zastopa njegove interese? On še ne zna govoriti, še ni vzuni, ga sploh ne vidiš, kakšen je, ampak on je že tam. Srka vase razne utripe srca, sliši vibracijo kakšnega pevca, predvsem sopranistke pravijo, da vejo povedati, kako otrok zaživi, ko da kakšen visok ton. Tako da otrok je tam, in zdaj pa ti pa odločaš v to, če se bo on rodil ali ne. Kje pa še odločitev očeta? Očeta se pa včasih niti ne vpraša, ima iste pravice. Zdaj sem ravno bral, da so že Grki razumeli, da če je neki dedovalni proces, da se
začne en proces o dedovanju, je že otrok, ki ni rojen in da je dokazano, že prej bil koncipiran, spočet, že smatran, kot da je rojen, kar se tiče dedovanja. Tako da pravno gledano je to čist jasno. Veste. Torej, ne bom pozabil, ena gospa mi je rekla, ko mi je maskirala v Parizu, mi je rekla, veste, pa saj to ne more biti, če človek, če še ni, še ni rojen. Sem rekel, ja, ampak je že človek. Mi vemo, da je to človek, tudi če ga še ne vidimo. Ja, prav, si še nima emša. Ma jaz vam povem, torej, ko slišim take, a lahko rečem bedarije, ker to je en tak argument, ki ne zdrži, ne? Torej, da bi človek samo bil zato, ker je od države priznan in ima eno številko in je registriran. To ni odgovor, jaz sem takoj končal odgovor, torej se mi je zdelo res, sam sem jo skušal tudi razumeti in sem si, še danes ne vem, zakaj tako govorila, lahko da je gospa bila obtežena že s kakšnim splavom. Jaz tega ne vem, ampak razumem pa jo, skušam razumeti človeško. Ne morem pa sprejeti to kot argument. Gospod Fink, najlepša hvala za vse te vaše besede, predvsem pa velik hvala za te odločna stališča pri zagovarjanju človeškega življenja. Lejte, hvaležen sem samo jaz, Zavod Živim, super, da ste imeli to inicijativo, vi boljšate svet, lejte. Hvala. Bodite prepričani. Iskrena hvala. Spremljate koncert Glas življenja 2021. Moravški far je hlapec služil, sodjal da ga je v uksunu. Vsi so že djali tako, da bo on v abaku, da več vidu ne bo. Vsi so že djali tako, da bo on v abaku, da več vidu ne bo. Pa svet ljudci se priporočil in tretji dan je spet spregledal. On jo še danes časti, častimo jo tudi mi, Moravčani. On jo še danes časti, častimo jo tudi mi, Moravčani. Tam gor na Španskem bila rojena in na Skaručni posvečena. Ona tam gore sedi, gnado nam doli deli, nam romarjem. Ona tam gore sedi, gnado nam doli deli, nam romarjem. Spremljate koncert Glas življenja 2021. Pod klančkom sva se srečala, prav mil sva se pogledala. Solzne so bile najne oči, vse to ljubezen stri. Solzne so bile najne oči, vse to ljubezen stri. Pa kjer sem hodil, kjer sem bil, pa take nisem še dobil, da bi bila tak rdečega ličeca in srca usmiljenega. Da bi bila tak rdečega ličeca in srca usmiljenega.
Spremljate koncert Glas življenja 2021. Marko, dobrodošel, še ti na vročem stolu pri nas. Hvala. Glasba te spremlja že vse od malega. Si pel in igral v različnih zasedbah, decembra pa si izdal svojo prvo zgoščenko z naslovom Hej ti. Kaj ti pomeni glasba? Ja, res sem vesel, da je decembra po dolgih letih priprave prišla na plano moja zgoščenka, album, kjer sem zbral nekaj svojih pesmi, ki so nastajale skozi leta. Res glasba me spremlja od majhnega. Na začetku je bila glasba, se mi zdi, vedno neko tako nekje, kjer sem se lahko izrazil, kjer sem lahko se odpočil, kjer sem lahko enostavno malo pozabil na vse, kjer sem se lahko izživel. S časoma seveda tudi vedno bolj glasba se mi zdi en tak res povezovalni most z presežnim, to vedno bolj čutim in zato tudi v svojem ustvarjanju nekako poskušam upeljati noter svoje razmišljanja, svoje dvome, uspehe, vero, nevero, vse skupaj. In se mi zdi, da glasba je za mene nek medij, kjer se lahko izrazim in ki mi zelo govori in tudi nekak tak univerzalen jezik za vse. Tako da z glasbo lahko marsikam prideš. Ja. V življenju so te spremljale različne preizkušnje. Gotovo je bila ena izmed najbolj velikih preizkušenj izguba najinega sina Žana. Kaj si se iz te izkušnje smrti otroka naučil, kaj si spoznal, kaj je tisto, kar te zdaj po 11 letih še vedno spremlja? Ja, včasih je res tako, pomislim 11 let je že, se mi zdi, neskončno, nekje drugo življenje. Po drugi strani prije kakšen dan, ko je tako se zdi, da je bilo lih kar včeraj. Ta dogodek se mi zdi je en tak neskončen ver nekih razmislekov in spoznanj. Se mi zdi, da s časom vedno nove stvari odkrivam. Prva stvar gotovo, že takrat od začetka je bilo to, da pač je spoznanje, da je življenje dar, da življenja ne moreš ne kupiti, ne dobiti, ne kakorkoli. Življenje je dar in Bog je tisti, ki ga daje in pač ki tudi odreja, koliko časa smo na tem svetu. Druga stvar, ki jo vidim, recimo, kar je zanimivo, je tudi mogoče ena taka povezava s tem onostranstvom. Vem, da je ta Žan je nekje, sploh, ko so otroci rojevali, drugi pa smo hodili na pokopališče, pa smo razlagali, Žan je tukaj, kako so odprti in razumejo, da je ta povezava, da so nebesa, kjer je pač Žan tam, in imamo nekoga, ki je kot nekega družinskega zavetnika na nek način. Še ena stvar, ki mi je zelo ostala od tega dogodka je, rečejo, v nesreči spoznaš prijatelja. Se mi zdi, da takrat je bilo res ena močna izkušnja, koliko ljudi je nama takrat stalo ob strani, molili za naju, konkretno pomagali, res, ko je bil pogreb, koliko ljudi je prišlo, tako se mi zdi, ko na poroke je bilo res veliko ljudi, ampak vsi ti ljudje so prišli tudi takrat na pogreb, se mi zdi, da je to res ena taka, po eni strani velika božja ljubezen, ki je en velik zaklad, ki ga imamo vsi skupaj. Ostaja mi ta misel, ko si rekel, življenje je dar. Se mi zdi, da je to nekaj, kar je za nas te izkušnje res močno ostalo. O krhkosti življenja mnogi starši začnejo razmišljati ali pa to začutijo takrat sploh, ko gre mogoče za diagnozo, da je otrok bolan ali pa takrat, ko izgubijo otroka. In če bi danes lahko nagovoril starše, ki se zdaj srečujejo z izgubo otroka, kaj bi jim rekel? Gotovo je to ena velika preizkušnja, ena bolečina, ki tudi ostane. Po drugi strani je lahko mogoče ena priložnost, da spoznaš mogoče tudi svojega partnerja, moža, ženo, da bolečina je ena taka reč, ki te obrača navznoter. Ko te boli, se obrneš navznoter. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da se v tistem trenutku, kolikor se da, obrnemo navzven. Ne vem, če izhajam tudi iz te najine izkušnje, se mi zdi, da je po dolgem času, ko se je to zgodilo, sem mogoče za nazaj videla, da
Bog pošilja te preizkušnje zato, da je nekaj dobrega tudi iz tega. Pač bolečina vedno odpira srce. No, in se mi zdi, da je pač tudi Žana nama poslal takrat zato, da je ljudem okrog naju odprl srce, da so poiskali to svojo ljubezen, in se mi zdi, da se takrat kljub bolečini ali pa zaradi te bolečine tudi ljubezen lahko pomnoži. In mogoče pač traja, no? Čas je treba vzeti, tukaj ne zanikati, ne potlačiti teh stvari. Se mi zdi, da je to zelo pomembno, da si pustimo te občutke, ki pridejo, dati ven, seveda v primernem okolju, s primernimi ljudmi, ki jim zaupamo in jih imamo radi. Zdaj, najina izkušnja je ta, da jaz pač verjamem, da tukaj ni konec. In to mi zelo pomaga, da pač tukaj ni vse, kar je. In brez tega se mi zdi bi težko, morda težko narediti ta naslednji korak, da bi iz te bolečine izšel. No. Marko, hvala za vse podeljene, zelo osebne in iskrene misli. In se že veselimo, da slišimo tvojo pesem. Ja, hvala za vabilo. Hvala. Spremljate koncert Glas življenja 2021. Zvezda se je prižgala in vesolje zadržuje dih, ko čisto droben zaklad. Novo življenje je, svet se veseli. Pusti strah, negotovost, ki prikradeta se ti v srce. Nasmehni se tej neskončni ljubezni, prepusti se, da luč življenja napolnite. Čuvajo dušo krhko in lepo, pred temo branijo najo tvoje razprte dlani. Čuvaj ta plamen, ki sije iz oči, povej, da te veseli, da živim. Uspeh, denar, vse to mine, slava, čast, vse to z leti izgine. Ostanejo podarjeni trenutki, včasih je težko, a vredno je več kot vse zlato. Čuvajo dušo krhko in lepo, pred temo branijo najo tvoje razprte dlani. Čuvaj ta plamen, ki sije iz oči, povej, da te veseli. Čuvajo dušo nežno in čisto, pred temo branijo najo tvoje razprte dlani. Čuvaj ta plamen, ki sije iz oči, povej, da te veseli. Povej, da te veseli. Povej, da te veseli. Da živi, da živi, da živi. Spremljate koncert Glas življenja 2021.
Hanna in Grega Strajnar, dobrodošla in hvala, ker ste se odzvala našemu vabilu, dobrodošla v naši družbi in hvala, ker boste tudi danes predstavila svojo zgodbo. Ta vajna zgodba se je pričela, to vajno poslanstvo, pred skoraj 11 leti, ko je vajno življenje vstopila Evelin in pustila na vajnem življenju en velik pečat. Kmalu je tak pečat začela puščati tudi pri vseh ostalih, ki jih v življenju srečuje in ne glede na to, da ne govori, torej tudi brez besed, lahko nagovarja tako množice v živo, kot tudi preko spleta. Nam lahko zaupata, kako se je zgodba z Evelin odvijala od samega začetka? Vse se začne zaradi ljubezni. Midva sta se imela toliko rada, da sta se odločila, da bi se kar poročila. In ko sta se odločila, da bi se poročila, sva imela tudi misel, da bi imela otroke, in to veliko otrok. Pa je treba tudi nekako začeti. Evelin je bila spočeta v prvem letu najinega zakona, ne čisto tako, ni šlo čisto zlahka. Potem, glede na nosečnost, je mogoče Hanna pove kakšno stvar, na kratko, ne? Evelin je bila seveda zelo pričakovan otrok, veselila sva se novega življenja. In ko sem zvedela, da sem noseča, sem se seveda z vso ljubeznijo sprejela to bitje. Tako da v prvih par mesecev je nosečnost v redu potekala, vmes je prišla ena krvavitev in takrat sva vklopila svoje molitvene naveze, prijatelje, ko veva, da bojo molili, da so nam bili na ta način v podporo. In takrat se je krvavitev ustavila, no, in nosečnost je praktično do konca potekala čisto normalno. Praktično do konca pravim, ker je v 8 mesecu, ko sem imela redni pregled pri ginekologinji, ta opazila, da od prejšnjega meseca ni nič zrasla, tako da mi je pač naročila porod, ki naj bi bil sprožen porod. In rodila se je deklica, mečkana sicer, ampak zelo luškana. Imela je komaj dobri 2 kili ob rojstvu, ampak takrat nisva nič posumila, da bi bilo lahko karkoli narobe. Šele po 2 dneh v porodnišnici je zdravnica, ki jo je pogledala, postala malo pozorna, ker je bila nerazložljivo razdražljiva, mislim, zelo veliko je jokala, pa ni imela sesalnega refleksa, tako da so naredili ultrazvok glave. Takrat pa se je pa začelo. Poklicana sem bila v eno posebno sobo, kjer so mi povedali, da je z mojim otrokom nekaj narobe. In prva stvar, ko se spomnim, je bila, ko sem vprašala, a bo umrla. Povedala mi je, da to sicer ne, ampak da verjetno bodo pri njej velike posledice, oziroma ker nima povezane leve in desne hemisfere med sabo, to pomeni, da bo pač ni vse v redu. Takrat niti nisem dobro slišala, kaj mi sploh govori. Spomnim se sam, da sem poklicala Grega, ki je pač takoj priletel in bil že od samega začetka skupaj z mano v tem. Potem so pa naredili še neke genske teste, ki so pokazali po kakšnem mesecu, ko smo jih dobili, da je v bistvu manjka en košček kromosoma in da je to toliko redka napaka genska, da jih je takrat medicina poznala na celem svetu, je 19 takšnih primerov in napoved zdravnikov oziroma pač kar so rekli je to, da to bo otrok težko, da bo otrok imel težko duševno in telesno zaostalost. S tem so naj v bistvu seznanjeni in to bi tako kot en tak prosti pad res v neko globoko temo, mislim, to kar letiš. Kako sta se pa vidva soočila z temi napovedmi? Vemo, starši, ki nam zdravniki povedo tako težko diagnozo, se na različne načine s tem spopadamo. Kako sta se vidva spopadla s tem dejstvom, da bo razvoj, da bo življenje od Evelin potekalo na drugačen način, kot sta si želela? In nazadnje, kako je Evelin danes? Kakor se jaz spominjam teh začetkov njenega življenja, se spomnim, pač najhujši trenutek je bil, ko sva se soočila s tem, da ne bo, mislim, da bo prizadeta. Meni prav ostaja ta beseda prizadet otrok, imeli boste prizadetega otroka.
Kasneje, dnevi, ki so sledili, mi ostajajo v spominu zaradi nenehnih obiskov zdravnikov. Patronažna sestra, recimo, nas je obiskvala kar pol leta. Ona mi je bila zelo veliko podporo ves čas. Ne vem, lahko rečem, da kljub temu, da je bilo zelo naporno, mi je to na nek način pomagalo, ker sem imela ali pa sem imela občutek, da nekako prispevamo k njenemu razvoju in napredku s tem, ko pač ji poskušava, jo vodiva do zdravnikov, do terapevtov, ji poskušava pomagati. Čeprav razvoj sam pač se je odvijal zelo počasi. Tudi zdravniki niso bili zelo optimistični glede samih napovedi, glede nje. Sem imela občutek, da oni bolj naju sprašujejo oziroma iščejo neke informacije. Niso nama dali pa nobenega upanja, kaj bo z njo. Pole vprašanje, kako je danes. Zdaj moramo vedeti to, da razvoj je res potekal bistveno bolj počasi kot pri zdravih otrokih. S tem, da je ona, recimo do enega leta približno, če tako rečem, se praktično ni premikala, kakor se je odložil, tako je ostala. Se pravi, na tleh ležala. Mojo glavco premikala sem, ampak dejansko pa ni bilo nič, takrat. Kasneje, se pravi, ko smo začeli malo bolj intenzivno tudi s terapijami drugje, je bila neka napoved, da bo mogoče samostojno sedela. No, ampak danes pač ne samo, da samostojno sedi, ampak se tudi samo usede, kar je v bistvu še precej tak velik korak za njo. Jasno pa je, da se tudi, tudi plazi se po prostoru, če kakšna stvar zanima, gre do nje, vzema svoj klavirček, to ima zelo rada ima glasbo, ali klavirček, ali pa ropotulce, tako da do tega se steguje. Jasno pokaže, če je kaj všeč, kaj je všeč. Glede hrane je kar izbirčna, zdaj je že praktično najstnica. In ja, ne je vsega, ne pove, da pokaže, da kaj ni všeč. Zdaj, tako kot sta vidva na začetku dejala, vidva sta se z diagnozo soočila po rojstvu. Kaj bi pa vseeno recimo sporočila tistim staršem, tistim očetom, mamicam, ki pričakujejo otroka in ki se mogoče že v nosečnosti soočijo s tako hudo diagnozo, da bo njihov otrok bolan ali pa celo, da niti ne bo živel do rojstva? To je res v resnici kar težka preizkušnja, tudi ni univerzalnega odgovora. Pri nama je sicer bilo tako, da sem imela že od začetka, ko je Hana rekla, da je krvela, sva bila v neki molitveni navezi. Se pravi, dobro je, najina izkušnja, da je dobro, če lahko nekomu poveš svojo stisko. Se pravi, da se lahko z nekom pogovoriš, gotovo iščeš tudi ljudi, ki so dali neko podobno preizkušnjo skozi. Zdaj mi, da so iskala takrat informacije pač preko interneta, pa so najdla tudi Facebook skupino z starši, ki so imeli roke s podobno ali pa enako diagnozo, podobno bolj kako je enako, pa iščeš nekaj pozitivnega. Se pravi, kakšen bo razvoj, se pravi tudi ne da ostajaš zaprt v nekem svojem strahu pa žalosti, ampak da si res pripravljen se odpreti, pa na ta način iskati stvari. Se pravi, mislim, da smo tudi starši načeloma, tako kot so ženske postanejo, kot mame levinje, se borijo za svojega otroka, se tudi v bistvu možje, očetje pač tudi borimo na svoj način, da poskušamo najti prave stvari. Pač ja, tudi trezno glavo je treba ohraniti, pa je nek tak optimizem, tako do življenja v splošnem. Jaz se spomnim, zgleda, da me je Bog že vnaprej pripravil na določene stvari. Ko sem bila noseča, me enkrat sodelavka vprašala, če sem bila na nuhalni svetlini, in sem rekla, da ne, da tudi nimam namena iti. In sem ji tako odločno zagotovila, da želim sprejeti tega otroka res kot darilo, da ne želim gledati vnaprej, kaj me čaka, in oziroma odpirati paketa, preden ga dobimo v roke. Tako da Bog je očitno zelo resno vzel te moje besede. In ne vem, tako bi rekla, da
da res težko je govoriti za druge, ker so situacije zelo različne. Tudi je veliko težje, če že vnaprej veš, kaj bo. Midva sta bila obvarovana tega, ker sta šele na koncu vedela. Ampak kakorkoli je že težko v situaciji, trenutno, ko se bojiš prihodnosti, kako bo s takim otrokom, jaz mislim, da si voden korak za korakom in da se splača živeti res ta trenutek, sprejeti ta izziv in videti, kako bo, ne preveč naprej s strahom gledati na stvari. Ker pride pa s to preizkušnjo tudi zelo veliko blagoslova. Tako, Hana in Grega, najlepša hvala za te vajine besede, predvsem pa hvala, ker s temi svojimi besedami in svojim zgledom res vse nas učita, da je življenje en velik dar. Hvala lepa. Hvala vam. Spremljate koncert Glas življenja 2021. Spet je eden takšnih dni, ko dobimo obe vse ljudi. Greh in med živje si odpustil mi, srce se le smeji in svobodno leti. Naša šmir, luč in radost na ta svet, ki v temo še ostaja ujed. Res neskončno Božje je usmiljenje, naj razlije se na vsako srce. Ti nam kažeš poti smrti v življenje, srce ne zaspi, ko čaka na stajenje. Od tebi duša hrepeni, ker tebi najbolj se umiri, tebi si želijo Gospod. Grišen sem s krvjo iz tvojih ran, iz ust tvoja smrt ni bila za manj. Res neskončno Božje je usmiljenje, naj razlije se na vsako srce. Ti nam kažeš poti smrti v življenje, srce ne zaspi, ko čaka na stajenje. Duša hrepeni, tebi najbolj se umiri, tebi si želijo Gospod. Ti nam kažeš pot smrti v življenje, srce naj ne zaspi, ko čaka na vstajenje. Po tebi duša hrepeni, tebi najbolj se umiri, tebi si želi. Ti nam kažeš poti smrti v življenje, srce ne zaspi, ko čaka na stajenje. Po tebi duša hrepeni, tebi najbolj se umiri, tebi si želi. Spremljate koncert Glas življenja 2021. Lep pozdrav, Sol Greg Artist in Nina v našem kotičku.
Vas smo spoznali v slovenskem prostoru ne samo kot vsestranskega glasbenika, torej skladatelja, pevca, kitarista, ampak tudi vaju po vajni osebni zgodbi. Ta osebna zgodba se že več let dotika src mnogih Slovencev. William Julian je bil otrok, ki je zagotovo spremenil vajno življenje, življenje vaše družine, vaših prijateljev, vaših sorodnikov, ampak tudi življenje vseh nas, ki vašo zgodbo spremljamo preko spleta. Večina Slovencev verjetno vajno zgodbo že pozna, ampak za tiste, ki jo še ne poznajo, a nam lahko poveste kaj več o vajnem sinu in o vajni družini? Ja, hvala lepa za krasen uvod. Naj povem prvo, da me veseli, da ste spremljali zgodbo, da jo poznate in osrečuje me to, da vidim, da se ljudi dotaknejo takšne čustva in takšne globoke zgodbe. To nam pove eno zelo pozitivno stvar, da je še dobrih ljudi na svetu, da je še sočutnih ljudi na svetu, da empatija živi in da ni vse samo slabo in da si znamo ljudje med sabo pomagati in tudi med sabo prisluhniti. Tako da hvala za to. Kar se tiče pa najne zgodbe z Williamom, ja, midva smo starša fantka Williama Juliana, ki se nama je rodil leta 2016, kot en krasen, lep otrok, živ, zdrav, perfekten, ne, Nina, za mene je perfekten. In kaj kmalu so se začele pojavljati ene zdravstvene težave, začeli so se pojavljati naprej manjši dihalni zapleti, na kar smo začeli ugotavljati, da bi lahko tudi bilo kaj nevrološko narobe, ker so bili eni takšni znaki. Ampak v bistvu že v začetni fazi William Julian velikokrat rabil hospitalizacije in bolnice, ampak do prvega leta se ni ugotovilo njegove diagnoze. To je trajalo kar dolgo časa. Mi smo do takrat ves čas obiskovali celjsko bolnišnico, kjer so nam lepo pomagali, ampak diagnoze niso našli, niso odkrili. Potem pa je bil tista prilomnica, ko je bil star nekje 1 leto, ko je William Julian imel takšno dihalno stisko, da je v bistvu bil iz celjske bolnišnice premeščen s helikopterjem na ljubljansko intenzivo. Šlo je za minute in sekunde, tako je bilo hudo. In takrat se je v bistvu začela ta najna glavna kalvarija, ko smo potem v Ljubljani bila odločena. Še tisti dan smo šla midva tja z avtom in smo rekla, da ne gremo iz bolnice, dokler ne izvemo diagnoze. Tudi zdravniki so bili tam odločeni, da bojo pomagali in res je, vse so naredili za to. Zelo kmalu je prišla diagnoza in ta diagnoza je bila zelo, če lahko temu rečem, grda, tragična, neizprosna, ker je izgledalo tako, da je ta zdravnica, nevrologinja, pač povabila na razgovor. Seveda kot starš, ko si v bolnici, se boriš za otroka in upaš, da bo vse v redu, da je pač šlo za nek zaplet. Ampak takrat nam je potem nevrologinja povedala, da William Julian ima eno ekstremno redko bolezen, katera se ji reče gangliozidoza in še celo takšen tip, ki je najhitreje napredujoč, torej gangliozidoza tip 1. In to pomeni, da vaš otrok ne bo živel več kot 2 leti, 2-3 leta, tam nekje. Takrat se nam je potem svet podrl, v bistvu praktično prej še nisva slišala niti za takšne diagnoze, niti za redke bolezni, niti za ničemur podobnega. Mislim, prva reakcija je bila, da naj se nehajo hecati, da mi dva vema, da smo v letu 2019 je bilo takrat in da leta 2019 je medicina zelo razvita in da če bo potrebno preplavati oceane, bomo plavali oceane. Ampak je lepo povedala, da ta bolezen je zelo dobro poznana in da za to bolezen enostavno na tem svetu ni zdravila. Nikjer.
seveda midva z Nino sva bila odločena, da bova vse naredila za to, da mu pomagamo, ampak potrebno se je bilo zbuditi in se z realnostjo soočiti. Povezali smo se s tujino in tako naprej, ampak dejansko za to bolezen žal, kot za mnogo drugih redkih bolezni zdravila ni bilo. Tako da v bistvu takrat se je ta najina pot začela in takrat v bistvu William Julian postal tisti William Julian, po katerem do danes vsi poznate vi. Tisti William Julian, kateri je dal svoje življenje, če lahko tako rečem, za druge male borce, kajti z Nino sva skozi vso to pot njegovo potem nekako in skozi njegovo sporočilo želela to prenesti v nekaj pozitivnega in pa na druge ljudi. In želela smo pomagati. Hvala. To je res zelo ganljiva vajna zgodba. Verjamem, da kot starša otroka z redko boleznijo in kot starša zdaj že žal pokojnega Williama Juliana slišite večkrat kakšne tudi neprimerne pripombe. Kaj bi vidva odgovorila na floskolo, da je mogoče boljše, da se tak otrok ne bi rodil? Bom jaz? Ja, ravno namen, zakaj je nastalo društvo William Juliana, ne, je ta, da se širi osveščenost o redkih boleznih. Ne. Tudi midva nisva vedela, da redke bolezni obstajajo, preden nisva dobila Williama Juliana. Ne. In ko sva spremljala starše, ko sva jih srečevala na intenzivu, ko sva te zgodbe videla, se je ta želja potem, da bi lahko stopili skupaj, da si bi lahko dali podporo in pomoč, v bistvu rodila v to, da smo ustanovili društvo William Julian. Ne. In eno izmed glavnih poslanstv tega društva je ljudem odpreti oči in jim pokazati, da redke bolezni med nami obstajajo in da otroci z redkimi boleznimi so vredni življenja in so vredni ljubezni že samo zato, ker obstajajo. A ne? In takšen je bil tudi William Julian. In ljudje se težko soočajo z zgodbami, kjer je v njih bolečina, kjer je hudo, kjer je težko. Marsikdo to težko posluša, marsikdo se sooča s tem zelo težko, ampak mi verjamemo, da s tem, ko se govori na glas, s tem, ko se to pove, se ruši ta stigmatizacija in se daje priložnost tem otrokom, da so del družbe, da lahko starši gredo z otrokom sredi belega dne na sprehod. A ne? Mnogo staršev je, ki ne upajo na sprehod, ki gredo na sprehod po noči, da jih sosedje ne vidijo. Torej skrivajo otroka, pa ne zaradi tega, ker bi to želeli, ampak ker enostavno dobijo toliko opask in toliko komentarjev, ki so za današnji čas popolnoma še vedno nerazumljivi. In ja, to bomo počeli naprej, v tem smo zelo odločni, zelo močni in verjamemo, da z pravim razlogom in z našo ljubeznijo in zagnanostjo, da bomo zrušili še marsikatero stigmo okrog redkih bolezni. Ja, in tako kot ste povedali, ne, vsako življenje šteje in ni eno več vredno, drugo manj vredno. Ne. To je v bistvu bilo poslanstvo in pa vizija Williama in pa tudi naša vizija našega vrtca je vreden sem že samo zato, ker obstajam. In včasih mi grejo kocine po konci, ko slišim iz kakšnega celo medicinskega kota, iz kakšne bolnice, ko slišim, da ta otrok pa nima perspektive. Ne. V našem društvu se zavzemamo za to, da tega ne bomo več nikoli slišali. To je nedopustno, nedovoljeno. Z vsakim življenjem je treba ravnati z največjo mero ljubezni, z največjo mero tega, da to življenje negujemo, ga spoštujemo. Hkrati pa, če želimo videti, nas lahko
to življenje, tako kot je bilo Williamovo, ogromno nauči. In jaz večkrat povem, sicer to ne zveni najbolj lepo, ampak moj rek je, da ko se tvoja največja ljubezen spremeni v prah, takrat se v resnici zaveš minljivosti življenja, zaveš se nekako, kako hitro lahko mine in kaj v bistvu šteje. In definitivno, seveda na zemlji moramo preživeti, ampak definitivno v bistvu največjo srečo in pa obstoj v, če lahko rečemo temu večnosti, nam daje ljubezni, koliko smo mi sami vseb vredni ljubiti druge ljudi. To po mojem nesemo v seboj, ne vem, ampak to po mojem nesemo v seboj. Vse ostalo ostane tu. Res je, res je. In v vama vidim ogromno ljubezni in ogromno topline in sočutja. Pa me zanima, od kje sta črpala moč za življenje z boleznijo Williama Julijana? Ja, pač zahtevno je bilo, zahtevno je bilo, odkar sva izvedela diagnozo. Pravzaprav celo njegovo življenje, odkar se je rodil, je že bilo zahtevno, ker je bilo, kar naprej je bilo pri njemu, je bil en zaplet, in pa smo šli čez zaplet, pa smo nekaj časa bili v redu, pa potem zopet, pravzaprav je bilo zelo veliko takih dni stresnih, in jaz sem zelo hvaležna Gregatu, da je ob meni vedno stal, nikoli ni obrnil hrbta pa rekel, glej, to boš ti zrihtala, se boš. Ne, on je stopil zraven, on je stopil naprej, on je povedal, kako bomo to speljali. Povedal je, da bomo vse zmogla, da bova vse skupaj zmogla. Pač jaz sem za ta tvoj odnos in za to neskončno hvaležna. In jaz vem, da brez tega ne bi zmogla, ne. Še potem pa ta del, ko je William Julijan, ko sva zvedla, da pač se bova mogla od njega posloviti, da ima neozdravljivo bolezen. To je taka stiska staršev in družin, ko se s tem soočajo resnično, da potrebujejo podporo, pa če je to podpora lokalne skupnosti, pa če je to podpora prijateljev, podpora bližnjih, nobeden ne more otroka pozdraviti, nobeden ne moremo vzeti bolezni, ampak če si ljudje izkažejo neko sočutje, pa neko podporo, pa pokažejo, da so zraven, pa rečejo, tu smo, z vami smo, držite se, to ogromno da, seveda pa je velik del najnega, če bi temu rekla lahko, zdravja, midva sva danes zdrava človeka, ki ustvarjata, ki živita naprej, ki se veselita življenja. Seveda Williama Julijana pogrešava vsako jutro in vsak večer in to bo ostalo po mojem do konca življenja, Ampak ta del najnega zdravja pa absolutno je zasluga tudi izobraževalnega centra Eksena, podjetja, v katerem so oba zaposlena in od tu črpava najino znanje za najino bolečino, za najine strahove, skozi katere sva šla, ki so bili vsakodnevno prisotni. Tako da velika zahvala tudi njim. Vsakokrat to poveva, ker brez tega znanja naj tukaj zagotovo v tej obliki ne bi bilo. Ja, pa seveda zahvala tudi družini, zahvala pač tudi glasbi. Glasba je ves čas okoli nas in tudi zdravilo. In pa seveda, tako kot je Nina lepo povedala, znanje, osebnostna rast, ukvarjanje z čustvi. Tega ni, bi rekel, v pop kulturi, ne pogovarja se o tem, ampak je to žalostno. Mogoče bo tudi en od projektov, ko bomo o tem govorili, več bi bilo treba izražanja, več bi bilo treba govorjenja, saj le s pogovorom, z odnosom se razčiščujejo stvari in pa s tem, da se ne bojimo občutiti resnice. Pozitivno razmišljanje je zelo popularna zadeva, ampak včasih tudi lahko škodljiva
Jaz pravim, da soočati se z občutkom je najvišja resnica v trenutku, ker pač ljudje nismo roboti in imamo čustva. In ko pač nam ni do smeha ali nam ni do, ne vem, se ne počutimo tako, kot bi nekdo pričakoval ali pa želel, da bi se mogli počutiti, je škoda časa za pretvarjanje. V življenju je treba iti tako kot skozi veselje, kot tudi skozi bolečino. To je, mislim, da sestavni del vsake življenjske poti. In skozi to delovanje enostavno človek ostane zdrav, ne ostane v iluziji, ne ostane v oblakih, pa ne na tleh, ampak nekako uspe biti psihično stabilni in pa zdrav. In seveda to najino moč so pa tudi v bistvu želela s to najino močjo ali pa nekako želela pomagati tudi drugim. No. Ker jo imamo tukaj, da lahko še nekako drugim pomagamo, no, če lahko tako rečemo, pa sodelujemo z njimi ali pa si pomagamo, no, tako, en drugemu. Ja, in res mnogim pomagata, ker ta izkušnja, ki je bila tako zelo težka, je bila hkrati zelo plodna. Do zdaj je že pokazala mnoge sadove, tudi mnoge ste danes že omenila, verjamem, da v prihodnosti bo še več sadov. Pa če na kratko zdaj povzamete vse, kaj je zapuščina, če tako rečemo, Viljama Julijana? Veliko stvari, Nina. Ja, zanimivo vprašanje, ne? Ja. Zapuščina Viljama Julijana je pravzaprav, čeprav bi tako rekli, ga ni, a ne, on živi. In kako močno on živi, to je, jaz si v življenju nisem predstavljala, da bo kaj takega skozi njegovo življenje nastalo, ne. Torej, najprej moram povedati za naš vrtec, zasebni vrtec, Viljem Julijan, katerega glavno poslanstvo je vreden sem že samo zato, ker obstajam, a ne. Naš vrtec Viljem Julijan se predvsem zavzema za to, da je odnos do otroka na prvem mestu, ne? In to resnično naša direktorica vrtca, gospa Ksenija Pečnik, pomaga uresničevati vsak dan, a ne? In otroci so tu zelo v varnih rokah in ljubečih rokah. Potem pa tudi društvo Viljem Julijana, ne? Viljem Julijan živi v tem društvu skozi zgodbe otrok, skozi njihov glas. A veste, do sedaj se o redkih boleznih ni govorilo toliko, se pravi, dokler Viljama Julijana ni bilo, se o redkih boleznih ni govorilo tako veliko, a ne. Viljem je dal ta glas in otroci, ki danes preživljajo trpljenje in muke in z njimi njihovi starši, so danes slišani, a ne. Jaz verjamem, da je to bil Viljem Julijan tisti, ki je dvignil tu prah na tem področju, a ne, s svojimi očmi, za svojo zgodbo, s svojim prelepim obrazom, a ne, ki ga težko pozabiš. In zagotovo je še kako živi, a ne, in vsakokrat, ko smo na skladu oziroma na društvu Viljem Julijan in skupaj z družinami, smo zelo hvaležni za to, da smo lahko skupaj, da si delimo zgodbe, da lahko pomagamo, a ne. Tudi predsednik društva, dr. Nej Jelen, je izjemno aktiven in dober prijatelj in smo mu neizmerno hvaležna za vso njegovo delo. To, potem pa z področja glasbe, pa Viljem Julijan zagotovo da o tebi veliko. Skozi glasbo živel in bo živel. Mnoge pesmi so bile napisane skozi njega, če lahko rečem, ali pa skozi njegovo pot, ali pa bolečino in radost ob tem, kar sem ob njem doživljal. Neki pesmi vse pesmi so krasne, ampak neki pesmi je malo bolj žalostnih, bolečih, nekaj pesmi pa je izjemno veselih. Ena skladba je tudi nastala, katero mi je dal, mislim, da kakšno leto pred njegovim odhodom, ali takšnega, ki nosi naslov Še živim. In sporočilo njegovo je bilo, da moramo iti dalje, da moramo živeti, da njegova smrt ni končanost, ampak je rojstvo in veselje pravzaprav. In
Skozi vse te stvari, kot je rekla Nina, no, zdaj William živi in tudi dejansko skozi ta sklad in pa vrtec, no, ampak sklad predvsem oziroma društvo premikamo gore v Sloveniji, dejansko se dogajajo spremembe, a ne? Dejansko se dogajajo spremembe, to moč nekako imamo, da lahko premikamo gore oziroma odpiramo vrata, kjer so bila leta in leta zaprta in seveda se mi trudimo, ne? Ampak če ne bi bilo njega, se to ne bi zgodilo. Vsi smo hvaležni za življenje Williama Julijana. In vsi mi v Zavodu Živim smo hvaležni, da sta se odzvala in da sta prišla. Hvaležni smo za vajno pričevanje, za vajn pogum, za moč, za vse, kar delata, kar pomagata res mnogim družinam. Nekatere bodo tudi danes tukaj prisotne, ki so vključene v društvo William Julijan. Lepo. Bodo zapeli, bodo pričevali v svojih izkušnjah. Zdaj pa mislim, da je že čas in se vsi zelo veselimo, da slišimo tudi vaše petje, tako da dobrodošli na našem odru. Hvala. Hvala. Hvala vama. Spremljate koncert Glas življenja 2021.
Spremljate koncert Glas življenja 2021. Sometimes in our lives we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Lean on. Please swallow your pride. If I have things you need to borrow, for no one can feel those of your needs. There you are, let's go, let's go. You just call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you understand. We all need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Please swallow your pride. If I have things you need to borrow, no one can feel those of your needs that you won't let show. Let show. You just call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. You just might not have a problem that you understand. We all need somebody to lean on. Call me when you need me. You know I'm your friend. Now give me that guitar. Lean on me. Lean on me. Lean on, just lean on me. Lean on me. I'll always be there for you. You can call me anytime. Lean on me. We need somebody. We need somebody. I'm your friend. Lean on me. Lean on me. Spremljate koncert Glas življenja 2021. Takole, drage gledalke, dragi gledalci, ob koncu mi ostane le še, da se vam vsem skupaj zahvalim za to, da ste se nam danes pridružili pri tem našem slavljenju življenja. Seveda gre najprej moja zahvala vsem nastopajočim, vsem, ki so danes v tem večeru podelili z nami svoje zgodbe, in se res veselim, da bomo lahko vsi skupaj še naprej sodelovali pri tem našem poslanstvu. Iskrena hvala in lep večer še naprej. Spremljate koncert Glas življenja 2021. Spet hitim, pred mano je dan,
in spet živim za isti plan. Sprašujem se, če je kdo še tu, da mi pomaga najti moj pogum. Pride dan, ko vse narobe gre in ko od sebe oddaljim se spet, pa to glavi govori, kasraje rečem si. Tu če imaš slab dan, daj se nasmej, dvigni glavo gor, vse bo okej. Tudi če ne bo tako kot prej, v sebi čutim, da še boš bo zdaj. Tu če imaš slab dan, daj se nasmej, dvigni glavo gor, vse bo okej. Tudi če ne bo tako kot prej, v sebi čutim, da še boš bo zdaj. Včasih breme zdi se čisto odveč, ker za trenutek v mislih je preveč. A čisto vsak od nas to kdaj doživi in vsak ima možnost, da zapoje si. Jaz ne bežim, jaz ujamem dan, če tudi zdi se, da moj trud je zaman, pa to srce res ne govori. Zmeraj rečem si, tu če imaš slab dan, daj se nasmej, dvigni glavo gor, vse bo okej. Tudi če ne bo tako kot prej, v sebi čutim, da še boš bo zdaj. Tu če imaš slab dan, daj se nasmej, dvigni glavo gor, vse bo okej. Tudi če ne bo tako kot prej, v sebi čutim, da še boš bo zdaj. Ko se ti zdi, da rešitve ni, poglej življenje z drugačne strani. Vedno da ti to, kar si želiš, zmeraj reci si. Tu če imaš slab dan, daj se nasmej, dvigni glavo gor, vse bo okej. Tudi če ne bo tako kot prej, v sebi čutim, da še boš bo zdaj. Tu če imaš slab dan, daj se nasmej, dvigni glavo gor, vse bo okej. Tudi če ne bo tako kot prej, v sebi čutim, da še boš bo zdaj. Tu če imaš slab dan, daj se nasmej, dvigni glavo gor, vse bo okej. Tudi če ne bo tako kot prej, v sebi čutim, da še boš bo zdaj. Tu če imaš slab dan, daj se nasmej, dvigni glavo gor, vse bo okej. Tudi če ne bo tako kot prej, v sebi čutim, da še boš bo zdaj.